Lepo pozdravljeni v novo epizodo Torkovega pogovora. Danes se bomo midva z Jako poglobila v delček prihodnosti tehnologije v športu. Pogovarjala se bova o pametnih steklenicah, nosljivih napravah, aplikacijah in umetni inteligenci, ki vse bolj kroji, kako treniramo, jemo in skrbimo za svoje telo. Lahko verjamete, da ne govorimo o znanstveni fantastiki. To so tehnologije, ki jih nekateri športniki uporabljajo že danes, jutri pa bodo morda v žepu vsakega od nas. No, kako se vam zdi, da smo naredila intro? Meni se zdi super. Bolj zabavno. Hvala. Ker si točno vse lepo povedal, o čem bova govorila. Ja, saj to je res, ne? Tako da mislim, da lahko gremo kar na te teme. Pametne steklenice z vodo je bila prva. Ja. Zdaj pametne steklenice z vodo, večina izmed vas, pa tudi midva sva to, Spoznala šele, ker sva se pripravljala na to, oziroma ker sva pomislila, o čem bi lahko govorila. Pametne steklenice z vodo, prva stvar, ki se bo mogoče veliko ljudi vprašali, je to samo za vodo, pa kaj pravzaprav ta steklenica je. Ker te steklenice torej nekako imajo senzore, ki v bistvu nekako gledajo, koliko si ti porabil pač tekočine in te opozarjajo, kdaj rabiš piti, koliko si popil, oziroma pač po mojem imaš neke lahko si sam nastaviš, koliko na uro recimo rabiš piti, pa te pol na to opozarja. V bistvu to imaš recimo tudi na Garmin števcu, sam da pač je bolj poceni, zato ker te steklenice so precej drage, ker navaden bidona. Te steklenice delajo pa tako, da kakor je Jaka že rekel, je vgrajen senzor, ki ima potem tudi LED indikatorje, pa povezanje prek Bluetootha za sinhronizacijo podatkov z aplikacijami. No, ampak ta senzor deluje tako, da je čisto spodaj na dnu je ta senzor in senzor v bistvu meri težo, ne maso, težo meri in potem ta voda, ki se zmanjšuje, ki ti popiješ, mislim, da sta dva senzorja, en je za požirke, en je pa za merjenje mase, ali različno so zgrajene, no? Včasih je samo en, včasih sta dva, včasih je samo ta zgoren, ki meri prek požirkov, ampak ta spodnji meri težo, ta zgoren meri požirke. In ko ti narediš požirk, potem odbere, ko posoda, ki se postavi nazaj, odbere težo, mora imeti tudi pomeni girosenzor, zato da ve, kdaj je vodoravno, da pravilno odmeri podatke, ne? In potem, ko vidi, da je spet vodoravno, meritev teže pošlje naprej in tako potem ve steklenica, koliko vode je še v njej in koliko si je v bistvu spraznil. Verjetno moraš pa začeti, saj točno ve, kalibracija je bila narejena, in potem vedno točno ve, kakšna je masa, ve, kakšna je bila na začetku. Pa tako, kot je Jaka tudi rekel, ima vsaka od teh steklenic te lahko opozarja na kdaj, če pozavaš piti, te da opomnik za hidracijo, aplikacija pa nastavi dnevne cilje, ki jih mislim sicer sam prilagajaš, potem določiš, kakšno imaš težo, raven aktivnosti, pa celo na vreme, pa nad morsko višino se prilagajajo te flaše, kar je bilo meni zelo zanimivo. Ja, to zagotovo je zanimiv, sam še bolj zanimiv mi je pa AB, ker to pa zdaj ne vem, AB mogoče ti zasledil, sam ne vem, a to je samo za vodo. Torej, če bi imel pa ti neke ogljikove hidrate not ali pa elektrolite, a bi to lahko recimo še to zmeraj, recimo, da bi imeli to funkcijo, da bi najprej not dal nek prašek, pa bi potem dal not vodo, pa bi prej stehtal, koliko česa si dal not, pa mu povedal sestavo ali to. Verjetno še ne, no, ampak... Jaz mislim, da tega še niso naredili. Ampak bi bilo pa dobro. Mislim pa, da je steklenica tega sposobna brez dodatnih izboljšav, veš, ker ti rabiš le senzor za maso, poveš, kjer sestavine si dodal noter, ne? In ta senzor, mislim, da senzor za težo je, ne? In to, če ti poveš po korakih, kaj je bilo okej. Mislim, da to rab se sam še nekdo programirati, pa mislim, da pa vse narediti. Tako da to je pa še ena ideja, kaj bi lahko še dodati napredek teh stvari. Ja, sigurno. Pa tudi zanimivo mi je pa če je pa recimo nek kolesar, ne? To sem si tako včeraj, ker sem videl to, sem si predstavljal, ker se ful polivajo s tem, ne? Pa vidiš
to ne bi Si spil, pa Ves čas flaša. piješ. Danes si spil 10 litrov vode. Ja, ampak ne, recimo tako za čist, če greš pa nekam v fitness ali pa če igraš ping-pong ali pa kaj takega. Ja. Je pa čisto verjetno, mislim. Pač bolj lepo meril ves čas to. Če boš uporabljal samo za pitje. Ne? Samo za pitje, če boš pa Tisto polival- flašo za polivanje imaš lahko posebej. Ne? Ja, nek navaden bidon, predvsem bolj pocen. Sicer pa se to. Mislim, da če boš tako flašo kupil, Verjetno ne boš imel za polivanje, ne? Ja. ker so tudi precej drage v resnici. Ne? Ja, seveda, takoj, ko so neka elektronika, neki senzori povezljivost, mislim, predstavljaj si, koliko je bidon navaden, že lahko direkt, do 15 evrov, zdaj to pa pač je precej To so pa v bistvu bidoni narejeni iz nerjavečega jekla, ne? Ki imajo tam od pol litra do 1 liter vode lahko držijo. Ja. Razen ene verzije so plastične, ki so pa tudi nekako narejene za ohranjanje temperature. Pa so dražje. Tudi verjetno so dražje. Naj bi bilo do 24 ur, da bi lahko ohranjali to temperaturo. Pa flaše imajo baterijo noter, ki do 10 do 14 dni zdrži z enim polnjenjem. Sicer pa to verjetno tudi za, mislim, ni čist določen, kakšne uporabe imaš, ne? Ker če bi cel dan pil tako kot pri kolesarjenju moraš, ne? Ja, Pol verjetno se precej hitreje izprazne. Ne? Ja, to je za nek šport, za nekega amaterja, ki mislim, ki se to čisto rekreativno ukvarja. Čist zase. Ja. Ja, pa je povezljiva z veliko stvarmi. Zelo veliko stvarmi. Apple Health. Fitbit, to Fitbit sem jaz že zasledil, mislim. Si? Ja. Jaz sem Apple Health, Ja. Google Fit, ja. Da Se da zbirati, ne? se da zbirati pa te aplikacije. Mislim, pač mora biti nekaj, ki se sama flaška, saj sama po sebi nimaš nič od nje. Nimaš, ne? Ja, kaj Pač nekje moraš te podatke videti, jih analizirati, pa tako. A to v bistvu vse naredi aplikacija? Ja, to je v bistvu tako, kot da imaš števc, recimo, kjer imaš podatke že. Tako da rabiš aplikacijo. Ja, pa imaš pa recimo primer firme je Hydrate Spark Pro, je eden izmed modelov je Hydrate Spark, je verjetno firma, Pro je model. To je ena izmed flaš, verjetno ena izmed bolj znanih. Ja. Pa tehnologija, ki te flaše uporabljajo, je SipSense, to je pa ta senzorski princip. Ja, sej zagotovo ni veliko na tržišču teh flaš. Ja. Tako da verjetno je to ena izmed edinih modelov Hydrate Spark. A misliš, da če bi te flaše se začele bolj masivno proizvajati, da bi bila to uporabna stvar za športnike? Ja, uporabna, siguran, sam jo rabiš, mislim, odvisno za koga, koliko je to drago, ne? Ja. Pa kaj delaš s tem flašem. Glede tega, koliko je to drago, glih ta masivna proizvodna zniža ceno. Ne? Ja. Zato ta masivna proizvodna pomeni, Zdaj in da jih je veliko, in da jih cenejš. Ja. Tako da ta cena, recimo, da je dosti nizka, da bi bili... Pol je uporabna, zagotovo. Mislim, pač jaz ne vidim slabosti v tem. Ja. To je lahko samo dobe. Tako da to je ena prva izmed današnjih 4 zanimivih tehnoloških stvari, ki bodo nekako poganjali športov v prihodnosti. Ne? Ja, upajmo, da bo. Zdaj, imamo tle še en model, Water Age Boost, malo večja steklenica, pa leto pomniki. Tle pa je ena zanimivost. Druga možnost je bolj dostopna pametna steklenica Ice Water, ki stane manj kot 20 evrov. Vsako uro zasveti, da vas opomni na pitje, in ima vgrajen zvočnik Bluetooth, čeprav za osnovno delovanje ne potrebuje aplikacije, se pravi, tiste analize ni. Torej, ja. Je bolj narejena samo zato, da te spomni, da piješ. Ja, se zato je pa, mislim, prav glede na to, da je 20 evrov, pa tudi druge ne more biti neki ful čez 100. Ne? Ja, sigurno ne. Ja. To, do 100 je v redu, ampak zdaj, ne, pa se pol, kot si sam rekel, bo cena padla. Bolj, ko bo to prepoznal. Ja. Ker za zdaj še ni, ne. Če se bo plačal firmam to delati, bo... Ja, to pa bodo dosegli s tem, da bo nek profesionalc v
nekemu vidnem športu pa začel to To uporabljati uporabljati, ja. pa promovirati, pol bo to šlo hitro ja. gor. Ne. Ja. Sem dokler midva govorila to na podcastih in ne bo šlo prav zelo gor. No, ampak ta ura tudi zazna, naprimer, ta steklenica ima tudi to kombinacijo, da imaš lahko uro, ki zazna, koliko švica imaš, se pravi, to mora biti ena švica, ena dosti draga ura, ne, zraven. Ja, In potem to ura sporoči aplikaciji in aplikacija pol nastavi, da moraš danes več popiti, ker si se bolj prešvical, ne. to je zelo pametno, tako da, ko si vprašal, pač, a se to splača, siguren se, ne, Ja. zato, ker veliko nas pač pozabi piti, pa sem Ja. se verjetno nisem to edini jaz, Mhm. upam, da ne, tako da je pametno pač, da imaš kaj takega, ki te spomne, vsaj, pa da Ja. to še analizira, pa še to boš. Zdaj pa, če bi se slučajno odločili, da boste naročili kakšno tako steklenico, lahko samo še to omenva, da na začetku, ko nabavite tako steklenico, jo je treba skalibrirati, začetno nastavitev narediti, treba jo je napolniti, treba je prenesti te spremljajoče aplikacije Ja, In potem- ke PowerMate. Ja. in potem se jo začne lahko uporabljati. Treba jo pol tudi redno čistiti in tako Ja, naprej. ne. seveda. Je pa nekak cilj teh bidonov, tako kot sva že midva mislim, da omenila, da je hidracijo narediti bolj privlačno, enostavno, pa da to rutino, da si ustvariš, da res piješ. Mislim, da tudi pol, če bi nekaj časa uporabljal to flašo, ti bi bilo sicer zabavno verjetno uporabljati, ampak bi tudi, če ne bi imel več te flaše, bolj pil kot ponavadi, ne. Ja, Ker bi se navadil. Navadiš Ja, se, točno ja. to. Ampak, ko imaš enkrat tako flašo, Ja. jaz ne vidim razloga, da jo bi povrgel stran, pa rekel. ja. Ker se mi zdi, da te podatke, ki jih pol dobiš, so vse zelo zanimivi. Tako da. Super, jaz mislim, da se predstavlja prvo temo, zdaj gremo pa lahko na nosljive naprave za kalorije v realnem času. Podobna tema. Podobna tema, ampak v bistvu tista drugi element. Ja, tista zdaj bomo ura, ne. govorili o kalorijah, prej Ja. nismo nič o kalorijah. Pa prej sva govorila o splaši, zdaj bo pa o uri pa govorila, ne. Pa Pol naprej bova govorila pa še o aplikacijah, pa o tem, kako umetno inteligenco uporabljati Ja. za te stvari, ne. Najprej pa kalorije. kalorije. Ja, kalorije, recimo, ko grem jaz na kolo, Ja. ponavadi najbolj natančno je, da imaš pulzmeter in potem ti po pulzu to pa svojo težo rabiš prej napisati v aplikacijo, ne, Ja, ker to so seveda. spet naprave, Ja. ko se mora vse povezati z aplikacijo Mhm. in potem skupaj urejati te podatke, tako da recimo, ko imaš Garmina, ne, ali pa Stravo bodo drugačne kalorije, ker imaš ti lahko težo napisano, ali pa je algoritem računanja teh Ja. kalorij čisto drugačen, a ne. Ja. Ampak meni se je še bolj natančno, pa če imaš še powermeter, ampak s powermetrom boš dobil pa samo moč, ki jo proizvede Se pravi, mehansko porabo mehansko porabo kalorij, ki pa Ja. Je sva že velikokrat povedala, da zelo je nizko to v resnici. zelo nizka in če bi sam Ja. potem štel, bi prišel domov, pa bi pogledal, kaj je pa zdaj rabiš pojesti, da nadomestiš vnos. Bi pojedel en krof, pa bi bilo Pa bi gotovo. bil, Ja. no, sej to je pa to, ne. Ja. Pa bi pa precej izhujšal, zato ker Ja. pač so že velikokrat povedala na veliko podcastov. Zdaj nimam točnega podatka, sicer, ampak jaz Ja. ne verjamem, da je več kot 20% od dejanske porabe točno telesa. to. Ja, A veste, ker če bi bila, bi pomenili, da imaš ti tako velik izkoristek, ki ga pa telefon nima. Ne. ja. Najbolj učinkoviti športniki imajo tam 30-35% tiste mišice, ki so jih natrenirali, izkoristek. Ne. Ja. Se pravi, toliko porabe tudi kalorij. Sam v bistvu ne, to je samo ena mišična skupina, toliko porablja. Ne. Pa imaš pa še vse organske procese. Tako da jaz mislim, da prek 20% mehanska moč ti ni varianta. Ja, sej človek pač ni, pa tudi robot se mora hladiti, Ja. a ne, mi se rabimo tudi ogrevati, če recimo tudi mrzlo. Mm. Tako da pač razmišljati rabimo, ne, in Ti procesi so pač zelo prebava, ne, recimo ti poješ ogljikove hidrate, boš porabljal več energije, Ja. ne, ker pač to rab priti v kri Ja. in se rab spremeniti potem v energijo, no. No, tako da te naprave potem merijo te stvari. Ne? Ja, da ostanemo pri napravah. In mi dva imava in ure, in ti imaš potem še. Ja, jaz sem imel uro, zdaj je nimam več, ampak kakor sem imel ure, pa so zelo pametne. Ja. Mislim, ne toliko števci, ker števc, recimo Garmin, jaz prelajam ali Garmin, Polar, Sunto, to so nekako ure. No. Zelo poznane firme. Ja, ali pa tudi, ne. Brighton.
To nekako te 4, Mm. nekako jaz. Ampak se jih je še ful, ne, pač ur je ogromen, pa Apple Watch, ne vem, kar češ imaš, ne. No in tle potem v bistvu merjenje kalorij deluje na nekak srčnem utripu, intenzivnost gibanja meri pa iz merilcev pospeška in demografskih podatkov uporabnika. Tvoja leta, teža, višina, pač kakšen si naven. Ampak spet, zelo pomembna je prej starost, nisem omenil, pač starost je zelo pomembna, ampak meni se je še najbolj lepa višina, ne vem, zakaj bila, čeprav... Ja, to je pa pol za BMI, ne, nekako se ta razporeditev mase po telesu je zelo... To je res, je razlika, da si ti ful mejhen, pa ful visok, siguren. Mora srce že bolj pumpati, po moje, če si visok. Ja, pa če se teži, pa je isto spet, ne, glede na telo. Teža pa razumem, zakaj, to je logično. Zdaj, osnovna tehnologija te podatke integrira s tabelami MET. Metabolni je ekvivalent naloge, to se pravi Metabolic Element of a Task, je MET, da oceni porabo kalorij med aktivnostmi. To je se pravi sistem, ki preračunava pol iz tistih prejšnjih podatkov v dejanske podatke, ki jih ti lahko razbereš. Ne? In zanimiva stvar je, kakšni so izkoristki te tehnologije, izkoristki natančnost, ki po nekaterih podatkih je tam od 27 do 40%, druge raziskave spet kažejo, da so določene teore natančne od 40 do 80%, tako da bova pa prešla na eno izmed teh raziskav, ki je sicer delno tudi promocija njihove lastne naprave, tako da mislim, da je bolj natančna ta 27 do 40. Pa da se srečamo tam nekje okrog 40, tako da to bo verjetno nekje tisto poprečje. Ja, čeprav te ure zdaj, ki so tako res pametne, pač mislim zdaj, koliko jim lahko zaupaš, je pa spet vprašanje. To je potem, jaz mislim, da tista stvar, ki je še sicer generalno lahko določaš, koliko si ti porabo pa nekaj tazga, ni pa zdaj to, da boš ti, če boš res želel strokovno nekaj narediti. Ne smeš sam temu verjeti pa biti orientiran sam na te podatke, ker recimo jaz sem imel uro, ki ti pač, pa to spet ni nič tazga, ki ti piše, koliko si ti v vadbi pokuril maščob, proteinov, beljakovin ali pa ogljikovih hidratov, ampak to gre samo po procentih cele porabe, in sej dosti zadane, pač približen, v kateri coni se peleš, pa ti pol iz tega ven zračuna. Sam še vedno jaz mislim, da je to precej težko biti natančen tukaj, pa ti rabiš biti res natančen, ker napišeš tvoje cone pulza, ker če boš ti to zgrešil, se ura pač ne bo ozirala na to, a si ti to zgrešil ali ne, pač šla bo po temu in pol, če se boš ti tega držal, sicer ne vem, kdo potem dela, ampak še pač so podatki ful zgrešeni. No, točno to temo je pa komentiral že prehranski strokovnjak, ki je bil tudi pri nama na pogovoru, kam lahko zdaj povem, da ga ima vsak torek, pa se lahko naročite. Če vas zanima, pa če vam je današnja epizoda všeč, lahko date like, bo tudi zelo vesela. No, ampak Blaž je skomentiral točno to, kako te ure dejansko delujejo, pa koliko so natančne. On je res prehranski strokovnjak, magister dietetike. Tako da, če vas zanima, kaj točno midva tle govoriva, si lahko greste tisto epizodo pogledati. In mislim, da on je rekel, da tem uram tudi res ni preveč za zaupati, ampak se pa lahko nekako, če ne drugega amatersko, pa dosti cenovno ugodno, kad tako pogledaš, pač karkoli drugega pa na neki testi in to. Sej ful bolj natančen, nič vas ne odvračam, da bi naredili kakšne take teste, ampak tako ni pa čist, ne boš pa profesionalec, če boš na nekih stvarih. Tle prideva pa potem do ene metode, ki je potekala na Stanfordu. Raziskava je potekala na Stanfordu, metoda še zmeraj poteka pri tistih, ki jo uporabljajo. In to je sta dva inženirja delala, en mehanski inženir, pa verjetno še nekdo, ki je znal malo sprogramirati te stvari. In deluje sistem na dveh inercialnih merilnih enotah, IMU-ju,
na stegnu in na goleni, se pravi na nogah. Ure so pa na rokah. Ne? Ja. In to je ta velika razlika. In je stopnja napake šla iz tam 27 do 40% na približno 13%. Kar pa Ja. zelo, mislim, če je to pač res, recimo, da je, ne, ker če je že na Stanfordu, ne, mislim. Jaz sicer mislim, da je tle treba še zmeraj z rezervo vzeti, ker to je še zmeraj lahko, to je še zmeraj en izdelek, Ja, ki ga želi ta promovirati. inženir promovirati, tako da jaz mislim, da lahko gledamo bolj nekje 20. par procentov, višji Ja. 20%, kar je še zmeraj v redu, ne, še zmeraj napredek. Mislim, pač ni perfektno, težko je to perfektno na vse. Ker tudi pogoji, pač, če imaš ti takoj neki dela zunaj, je pač veliko težje vse to zmeriti, vse tvojo porabo, ker da si not zaprt. Pa res je tudi odvisno to od človeške sestave, se pravi, medsebojne presnovne spremenljivosti, prilagajanje telesni pripravljenosti, potem netočnost senzorjev zaradi značilnosti kože, kot so temnejši odtenki, tetovaže, dlake, to vse zelo vpliva na podatke o srčnem utripu, povzročijo napake, potem preračunanje kalorij. Zato pa te senzori morajo biti res pripravljeni tako, da jih boš lahko samo sebe prilagodil. Ja. To je zelo pomembno, kako jih ti nastaviš. Mislim, sam recimo ura števc. Zelo je pomemben, ker pač se bodo ravnali predvsem po tem, kaj boš ti not opisal, pa pač jih boš uporabljal. Ja, zakaj je pa ta senzor na nogah toliko bolj natančen kot senzor na uri? Je pa, ker se sami lahko pogledate, praktično vsi športi z enduranceom so predvsem noge. Ne? Ja, mislim, noge naredijo. Zgrabaš met, ampak večino dela. Ostalo te samo drži, da si noge pa nekako. Noge večino mehanske energije porabijo, večino dela opravijo. Ja. In zato je toliko bolj natančen ta proces naj bi bil. Ne? Ja, seveda. Pa tudi ta naprava, ki so naredili na Stanfordu, si lahko greste pogledati raziskavo in članek, ki je objavljen na internetu, naj bi bila naprava sama, seveda lahko si jo sami naredite, imajo točno podatke, kako si jih narediti in vas pride nekje 100 evrov, malo manj, no, oni so $100 pisali, jaz sem pol, to po moje nekje 90 evrov, ne? Ja. Tam nekje. Kar niti ni toliko drago, mislim pač. Za eno uro, kad te pride 300-400 evrov, pa je ure so še več lahko, ne, mislim, 300 je že malo za ure zdaj. Tako da, če je želja poceni stvar, ki bo dosti dobro skozi prišla. Je 100 evrov relativno nizka cena. Ja, zelo nizka. Pa še malo inženirska zabava izraven, ki treba star sestaviti. Je pa open software, niso ga zakodirali, ni nič plačljivo, zaradi tega, ker si želijo, da bi čim več ljudem to prišlo korist. Se pravi, čim hitreje. V bistvu nimava prav, da so oni podvajali podatke zaradi promocije, ker so stvari dali zastonj. Ja, tako da potem so bolj realni podatki. V bistvu nimaš za kaj lagati, pač. Pa tudi, mislim, ker ti nekaj prodajaš, pa je tako zelo tak popularen izdelek, pa če je zelo prodajan, po mojem te preverijo. No. Mislim, sigurno. Ne boš kar nekaj pisal, no, ne boš. Ja. Če te ne drugi, te pa ljudje preverijo. Približen, kaj ti pišeš, pa tako, mislim. Ne bodo take razlike. Ne, mislim. Je pa to, kar so prej omenila tudi tukaj pri tej napravi res in to je, da čisto enostavno te laboratorijske meritve, kar se jih športniki tam profesionalci tam 3-krat na leto delajo, amaterji pa tudi včasih 1-krat na leto. Ja. Kdor si želi tudi večkrat, ampak se ne splača. Ne. Ja, zelo stane to. Ne. Ja. Pač sploh, če nisi v nekem klubu, da ti to plača, da boš ti to sam delal, mislim. Boš kar enega denarja zagonil. To pa spet Blaža treba poslušati, no. Mislim. Ko se že piše? Blaž Grmek. Grmek, je pač bolj specialist v tej smeri, kot midva, tako da tisti njegov pogovor je zelo točno to, kar so še tale zadnji del, ki je pa se pravi laboratorijske meritve so boljše. Ja, malo daljši pogovor, ampak zelo poučen pogovor. Pa tudi pri njemu se da te meritve pol izvesti, tako da če vas zanima pa še ta tretja, najbolj natančna metoda, je pa tudi tle možnost. Je pa ima svojo ceno, kot je v resnici. Ampak sem jaz gledal, kakšne meritve izvajajo in so res dobre. Na nivoju. In tukaj pride pa pol, da tiste stvari, ki
prejšnji dve temi pokriva in to so aplikacije za beleženje prehrane in športa. Ne. To pa tudi v prejšnji epizodi sem malo Jakata Manikota sprašvala, ne. Ja. In on je rekel, da s temi dela in bo zdaj to mi da malo povedati, kaj to je. Veš kaj, pri teh aplikacijah, ki bi najprej jaz razdelil na ene, kjer se ti kažeš pred drugimi, pa ene, ki jih imaš zase. Ja. Recimo Strava je aplikacija, kjer se ti kažeš pred drugimi. V bistvu, ja. V bistvu ti tam neke analize, se ima, ne, se je pregledno. Sam imaš najprej Garmin, ki ima isto stvar. Ne. Ja, isto najprej gre prek Garmina. Ja, pa predvsej skomercializirano oziroma povezljivosti na Garminu ni. Toliko zelo pač je. Sam veliko težja, manj ne vidiš takoj, ne seka ven pri Stravi, je pa tako, kot da bi imel Instagram za aktiv. Kolesarje. Ja. In pa tekač. Vse pač različni športi, se sem tudi kakšne druge neumnosti gor. Ja, veliko ljudi je. Strava je najbolj popularna aplikacija, zagotovo, ampak samo zaradi tega, ker se pač kaže stvari naokoli. Recimo Polar sem imel jaz, tam sploh ni povezljivosti. Bila je, pa je sploh ni več. Torej, ti ne moreš sploh drugega uporabnika se z njim povezati. Kar se mi zdi malo škoda, ker vseeno bi bilo dobro, ampak imaš pa toliko ene statistike, da kar glava boli, recimo, in Polar je ful dober meni bil. Kar se tiče pač aplikacije same, ne. Ura niti ne toliko zelo. Ampak ja, pač aplikacije, ki sem rekel, jih lahko tako razdeliš. Druga kategorija je pa ki jih imaš pa bolj se pravi Polar Strava približno. Polar Strava, recimo, a pa Garmin tudi ni, ne bomo rekli, da se kažeš. Pač kažeš, v smislu, niti toliko pomembna ta analiza sebe, kakor da bodo drugi pogledali, kaj si ti naredil. Ja. Zato pač, recimo, jaz pravim, da če se ti nekaj resnega greš, je bolj, da imaš neko aplikacijo, ki ti ful več stvari pove, pa da se ti ne obremenjuješ toliko z drugimi, kakor na Stravi, ki skozi gledaš tisto, kaj je kdo drug naredil, pa da greš nase, pa vidiš tam svojo analizo. Za aplikacijo verjetno s tisto uro ali pa števcem, ki si to posnel, pa vidiš pa tam veliko statistike, različne. Je pa pol od posameznika odvisen, kaj je tebi tudi všeč, pač kaj tebe zanima, ne. Je pa ena stvar Strave je lahko motivacija, ne. Ja, to pa sigurno, ne, mislim, če ti pa tudi primerjava, pač predvsem vidiš svoje čase na nekem določenem segmentu, medtem, ker drugje tega ne moreš, ampak še vedno je čisto odvisen, kakšen človek si, če vidiš ti motivacijo v tem, da ti nekomu nekaj pokažeš, ali pa da drugi nekaj v tebi vidijo, pol pač vzameš Stravo. Se ne rečem, da Strava je pa pol sam, da ne vidiš pač nobenega podatka. In še vedno pač jih vidiš vse te glavne, ampak se mi zdi, da ni toliko primerjave, da ni toliko poglobljen vate, pač bolj v telo, pač bolj v skupnost. Ampak je pa tudi lepo, da je skupnost. Ja, sigurno, ne, pa se ne rečem, se tudi jaz imam samo Stravo, tako da pač ni to nekaj tako, da bom zdaj rekel, to pa ne. Sam še vedno pač lahko izklopiš. Ja, bom izklopil. No, je tako, mislim, da tle sem imel sicer par podatkov pripravljenih, nima pa toliko zelo smisla, da jaz zdaj po teh podatkih grem, ker je Jaka res dober, čisto samostojno te stvari predstavil, ker res ve. No, ampak glede Strave pa drugih aplikacij, jaz se strinjam z Jakatom, luštenje imeti skupnost, luštenje pa tudi imeti tako čisto samostojno aplikacijo, ker imaš podatke, ki veš, da bojo delovali samo za tvoj napredek, ker se ti mogoče zdi bolj vredno, da jih ne kažeš vsemu svetu. Tako da oboje je vredno za nekaj. Ne? Ja, mislim, kot sem rekel, posameznik odvisen, kaj te motivira, pa kaj gledaš. Tle najbolj gledaš na to, kako boš potem ti napredoval kot športnik, napredoval igra. In potem, če bolj napreduješ zaradi tega, ker si v neki družbi, ker se primerjaš predvsem z drugimi. Je potem to neka taka aplikacija. Ampak Strava je pa res namenjena samo za analizo teh podatkov, treningov, tako da za te aplikacije, ki so jih prej govorila,
bo verjetno ena druga. Ne. Ja, Si sigurno. je treba prav posebej za vsako stvar naložiti. Ali pa nekončno upanje bi bilo, da bi bila ena, ki bi lahko vse naredila, ne. Ker bi bil najbolj zorganiziran. Ja, mislim, Strava ima vse, sam nima pač toliko specializiran zate. Ampak a ima tudi merjenje vode pa tega. Okay. No, vse to sem mislil, veš, da ker imaš ti Ne. še te senzore dodatne, da bi to lahko vse Ne, to zorganiziral. pa zagotovo moraš imeti, pa sem, mislim, Mm. ni slučajen. Ja. Vodo ima Garmin, recimo, hidracija, vnos, to Ja, se po moje sam povežeš z kakšno stvarjo. No, ja čisto easy. to je pol verjetno Garmin, če hočeš imeti vse na enem mestu. Ja, Kar se meni zdi tudi čisto slušna stvar. Garmin ima, v bistvu je še bolj popoln kot Strava, Ja. ugotavljam, pač ker tam se tudi lahko povežeš s tistimi malo bolj ožjimi, ne čisto z vsemi, ki Ja, jaz na primer prek povezljivost je Garmina težja. tvoje vse ture lahko vidim. Ja, recimo. Na Stravi jih nimaš vseh. Na Stravi, ne. Ja. Tako da pač ja, zagotovo je Garmin še bolj. Ja, Sej ni nemogoče, da se povežeš, sam je malo traja. Tako. ja, Malo bolj nepregledno je vse skupaj. za povezovanje. Ja. Za povezovanje, za podatke, obdelavo podatkov pa zagotovo ne. Tako da ja, to je, kar se tega tiče, se mi zdi, da vse Ja. aplikacij zna. Prej, ko sem govoril o tej študiji, ki so na Stanfordu delali, njihova naprava dela na sistemu strojnega učenja, ki pa mislim, da je tudi AI, da se je v bistvu to strojno učenje. Ne? Ja, je In- že vsod. Mislim, tudi na Stravi Ja. imaš AI analize. Pa tako. Ne, to strojno učenje, mislim, da je. To nisem zdaj ziher, nisem si šel gledat, je malo smotan, da nisem, ampak se opravičujem, bom mogoče naslednjič pogledal. A je strojno učenje isto kot AI, mislim, da ni čisto isto, Ja, verjetno. ni. ampak je pa dosti podobna stvar, a ne. In zato zadnja tema današnja je umetna inteligenca in kako uporabljati umetno inteligenco pri treningih. In zdaj prva stvar, ki vem, je, da si ti to že poskusil. Ja, zdaj mislim, te umetna inteligenca ti lahko kar zelo dobro pove, kaj jest, pa kdaj, pa kako. Sam jaz, ki sem pač poskusil to, moraš biti malo zverziran, da ti bo. Pa veš kaj, predvsem rabiš, jaz sem mislil na začetku, ja, da to ti bo vse umetna inteligenca pač, povedala, ne? Ampak rabiš ti enega dela v to vložiti, mislim, ni to tako čisto easy. Rabiš povedati, kaj je stuno, drugo, tretje in pač. Vsekakor zaenkrat ni še za začetnike. Ne, ni, Ja. mislim, se moraš kar ubadati s tem in na koncu ti toliko časa že vzame, ker pač je v bistvu kar dolg proces, da ti tej umetni inteligenci nekaj ne poveš. Ali sem Ja. zdaj jaz toliko neumen ali je ona, ne vem, ampak pač ja, sej so tudi različne aplikacije, ne, Ja. ki so bolj specializirane za to, Mhm. boš pač ti bodo bolj natančno povedale stvari, kot Ja. nek AI, ChatGPT, karkoli. Ja. Ker tam je težko, pa tudi zelo nepregledno je, pač to se mi zdi. Ampak ti pa lahko svetuje, ni toliko težav, dokler ti samo vprašaš, ker boš pa ti rabo to nekam shranjevati, pa kaj si ti pojedel, pa njej nazaj svoj feedback dajati, pa da bo ona to uredila, pa prav vse je zmešan, ker je malo ni toliko zaokroženo. Sem pač medtem, ko z te aplikacije, ki ti pa vsak dan lahko beležijo, pa ti sam not pišeš, to sem tudi imel, mislim, zdaj se ne spomnim, ampak sem imel ene take aplikacije, pojma nimam katera, tudi če mi jo bi povedal, se ne bi spomnil, ampak je tako bilo to pred 3 leti, nekaj takega. Vem, da je bilo v gimnaziji, no, ampak skratka, mi ni bilo dodelan dosti še vedno. Mislim, veliko lažje kot zdaj, pa tudi AI pred 3 leti še bolj tako na začetku, pač ni, mislim, aplikacije dobre. Se pravi, AI pri integraciji v šport bo treba še dodelati, ne? Ja, Razumem.
Ja, ni neke aplikacije, ki bi ti prav tako, mislim, nisem jaz spoznal tega. No, tle imam par primerov, ne, tle je en Stronger Faster je aplikacija, Stronger Faster uporablja AI za optimizacijo jedilnikov, da ustrezajo natančnim prehranskim potrebam, se pa prilagaja, ko uporabniki brežijo svoj vnos hrane in napredek. Ja, mislim, je neka food coach aplikacija, nekaj tam. Ampak mislim, da ima Tim Visma Lisa bajke na zelo dobre, ampak to je pa spet plačljivo, ne. Je. Pač kar je pa, mislim, da je food coach, zdaj nisem čizi. Jaz mislim, da plačljive stvari za te stvari niso vredne. Ne, Ker se da narediti, da veš, če že imaš en... tudi sej veš, se lahko pogledaš na internet, pa veliko stvari veš. Če hočeš denar zapraviti za to, ga je bolj vredno z enim trenerjem, pa coachem, ki ti bo več povedal. Ne? Pa po mojem, Aplikacijam. bolj da zapraviš denar za neko drugačno hrano, ker malo pogooglaš, pa vidiš Ja, zelo hiter, pač velike stvari o tem. ja. Pač vidiš, kera hrana je boljš, pa pač si malo več denarja daš v to, ker ponavadi je malo dražje. No, ampak pač AI je pa sistem, ki analizira ogromno količino podatkov povezanih z fiziologijo, treningom, pa lastnimi prehranskimi potrebami, seveda. In naj bi pripravili prilagojena priporočila, ampak te stvari, pa tako kot sem do zdaj govorila, se pravi, to bi lahko na začetku povedala, ampak to, kot sem do zdaj govorila, te stvari niso še na nivoju, da bi začetnikom pomagale. Ne. V bistvu bolj... Moraš biti kar zverziran sam, Ja. moraš res veliko časa dati, ker pač je AI, pa lahko obdela podatke, ampak ker rabiš ti pisati svoj vnos, pa zelo rabiš biti priseven, da ti veš, kaj si jedel, pa tako, da napišeš to not in tako. Tako da, ja. V redu. Jaz mislim, da sva 4 teme danes vam prav predstavila Ja. in upam, da ste uživali tele pametne steklenice, pametne ure in aplikacije, pa še AI. Vse to nas pele proti temu, da bomo imeli mogoče osebnega trenerja in nutricionista v žepu, mogoče ne, jaz mislim, da bolj ne kot ja. Ja. Mogoče za koga ne. Ja, Je pa... tehnologija pač je orodje, zdaj pa vprašanje, ne, kaj bomo, kako jo bomo mi uporabljali, kdaj, in pač če nam bo pomagala res živeti bolj zdravo, oziroma a bomo se mi tega še bolj tako držali kot zadnjo bilko in bomo pač se sam na to ozirali. Pač pomembno je, da vidimo v tem nekaj, ker nam samo pomaga lahko, ne pa da smo sam v teh številkah, Ja, ker ja, telo je sigurno. celota, niso samo številke, pa objektivno. Ne. In če bi nas številke samo še bolj obremenjevale, je pa vprašanje, ki ga pa danes prepuščava vam, najljubši poslušalci, in najlepša hvala, ker ste bili z nami in z našo ekipico, seveda z nama, kar sem govorila, in mi se pa vidimo naslednji torek. Adijo.